Pozdravljen popotnik, sva Alex in Cindy in zadnjih nekaj dni se potepava po izredno zanimivem otoku Ciper. To je že 4. del te popotniške serije, kjer smo si do sedaj ogledali že kopico zanimivih stvari. Začeli smo z južnim delom otoka, kjer najdemo antične ostanke, slana jezera in druge naravne lepote. Pot nas je naprej vodila v nacionalni park Reko, preden sva bila ustavljena, saj sta prispela do države, ki uradno ne obstaja. V prejšnjem vlogu smo skupaj raziskovali zgodovinsko ozadje tega političnega fenomena in si ogledali zadnjo razdeljeno prestolnico na svetu. Povezavo do vseh preteklih vlogov najdeš v opisu videa, danes pa se odpravljamo na sever otoka, v nepriznano državo Turško republiko Severni Ciper, ki med drugim skriva pravo pravcato mesto duhov. Evo Naja, 2 vloga nazaj smo se videli, ko so hotela prečkati mejo z državo, ki uradno ni priznana. Zdaj sva v tej državi in zelo močno se čuti ta vpliv. Kakor vidite, smo na bivšem vojnem ozemlju, ker porušene stavbe nas spremljajo praktično že od meje. Tudi po prestopu meje te v bistvu kar dobršen del poti spremljajo bodeče žice, porušene stavbe, tako da je res kar tak težak občutek, no ne morem drugače reči. No pa da vam dava še čist nekaj osnovnih napotkov, kako sva midva tega najnega rentanga pingvinčka spravila čez mejo. Torej, kot sva že omenila, avto sva vzela pri lokalcih, ki načeloma dovoljujejo prehod čez mejo, ampak morate na sami meji, se pravi s Republiko Severni Ciper, kupiti še turško zavarovanje. Še enkrat sam poudarjam, vse rentakar družbe ne spuščajo čez mejo, tako da pač paste pred samim prevzemom avta oziroma pri rezervaciji. Prej se pozanimajte, no tako. Tako. V glavnem, ko sva pač prečkala mejo, sva v bistvu pred vstopom, se pravi pred to mejo s Severnim Ciprom, je bil pač en okenček, tam sva v bistvu šla kupiti to zavarovanje. Velja, to je v bistvu samo osnovno zavarovanje, ki velja za tretje osebe, stane pa 20 € za 3 dni. In je obvezno! Torej, to zavarovanje, ki ga boste kupili na meji, je v bistvu samo osnovno zavarovanje. Potem pa sva midva za te 3 dni, ko bova na Severnem Cipru, kupila še pač polni kasko dodatno prek interneta. Ko pa sva v bistvu prišla do meje s Severnim Ciprom, se nama je pa zgodila še ena taka smešna prigoda. In sicer, ko sva prišla do okenčka, je gospod, ki je prodajal to zavarovanje, v bistvu pač avtomatsko hotel avto narediti na pač moškega, ne, na Aleksa. In mi mu nikukar nisva mogla dopovedati, da pač sem jaz glavni voznik, da jaz vozim in da naj naredi zavarovanje name. In je ene 5krat vprašal in 5krat preveril, če sva midva prepričana, da bo pač ženska vozila avto. Tukaj se res pač čuti ta turški vpliv in ta njihova drugačna družba. Koliko je stresen life? Ja moram povedati, koliko je stresen life. Povem, koliko je stresen life. V resnici nisva jedla že od zajtrka. Ura je pa 6 zvečer. Evo pa še. Hello. Hello, thank you. Še nek welcome drink dobiva, evo. Razpisa prazen želoc. Thank you. Thank you. Činko lubinkolo. Da se ga čisto ubijemo, Se tole po moje sam gosti sok, veš, tako da ne vem, koliko se ga už kaj ubila. Se res na turškem delu. Ja, se to. V glavnem, rezervirala sva si hotel prek Bookinga, naj bi bil nekih 50 €, tam nekaj tazga. In v bistvu prišla sva sem, zdaj so nama rekli, da sva dobila baje free room upgrade in da dobiva penthouse. In nama zdaj čisto ni jasen, najhuje pa to, da v bistvu plačala prek Bookinga še nisva, ker pač bova tukaj plačala in zdaj samo bova dala tako 500 €. Pa da vidimo zdaj to čudo. Ko vam 50 € prinese na Severnem Cipru. Se ti Imamo to, imamo dnevno, imaš kopalnico, kako je lepo. Zdaj ta razgled, čakaj. Najboljšega dela sploh še nisem opazila, da imamo fucking teraso. Porano. What the fuck, evo ti viewpoint, nekaj to. A se ti hica? What the fuck? Te nekaj. Ej to. No, Fingo, to je Famagusta. Tam dol, čak, ne drugo Evo ti viewpoint. No, počas bi bilo fajn, da gremo raziskovati mesto, a ne? Odpravimo se v Famagusto.
Ok, midva sva kljub vsemu zapustila hotel in se odpravila na ogled mesta Famagusta. Famagusta je res eno tako zgodovinsko mesto in včasih je igralo zelo pomembno vlogo kot pristaniško mesto na svilni poti. Samo mesto še dan danes obdaja zelo lepo ohranjeno benečansko obzidje, ki je včasih skrbno varovalo mesto. No, pa ne še kdo reče, da tole ni druga država. Tole je res čist drug svet. Noro. Nisem sigurna, ampak po moje se glih končuje Ramadan. To te verjetno ostali bolj vedeli, kam midva, ampak ja, tle imajo zdaj ful pojedino na ta glavnem trgu. Tako noro, no. Tukaj v Famagusti pa je daleč najbolj fascinantna tale katedrala za mano. Samo da ni katedrala, to je mošeja. Sicer ja, če pogledamo, pročelje je v bistvu tipično tisto gotsko pročelje, se pravi zasnovano za gotsko katedralo, ampak zvoniki manjkajo, ker so porušeni. V bistvu so muslimani zvonike porušali, notranjo so deloma preuredili in na novo zgradili zraven namesto enega zvonika minaret. In tako danes ta katedrala služi kot mošeja. Je pa to zelo znana mošeja Lala Mustafa Paša. Ampak tole je res čisto čudem, ker vidimo te stebre, ladje, čisto zasnova katedrale, ampak ni katedrala, ampak je mošeja. Najbolj bizarna stvar, kar sem kdaj videl. Tepihi po tleh, vse to, no. Glede na to, da res že cel dan nisem nič pametnega pojedla, nekaj toplega, sva rekla, da morava pa za večerjo nekaj bolj posebenega zbrati. In res sem nekaj special najdla. Prišla sva v slaščičarno Petek. Petek, ok. Petek je ena najstarejših slaščičarn oziroma coffee houseov na severnem Cipru. Tukaj se res specializirajo za slaščice, dol sva šla v njihovo kavarno pogledati v vitrine. To je toliko tega, da niti ne veš kva zbrati. Tako da najprej sem naročila zale eno glavno jed, ene mesne kroglice, ker kofte pa Turčija ful fajn, pa bomo si pa privoščili še eno fajn sladico. Evo na parkirišču pred Varošo, se pravi temu najbolj opustošenemu delu Famaguste. Samo en hiter napotek, če se hočete odpraviti noter peš pogledati, pejte do štadiona Dr. Fazil Kačuk, se bom tle spodaj nekaj napisal. Je tam en tako veliko parkirišče pred v bistvu zapuščenim štadionom in potem je tam en kačur, neka hišca, stražar in tam skozi greste v bistvu v samo opuščeno mesto. Dobrodošli v Varoši. Varoša je v bistvu soseska, ki se nahaja v mestu Famagusta in je bila v sami vojni najbolj opustošena. Celotno mesto je bilo nekakšno vojno območje in tukajšnji ljudje so takrat zbežali, vse so zapustili, bajte so samo zaklenili, pustili so noter, kar je bilo in tako je ostalo do danes. Varoša je bila do pred enega leta zaprta za turiste, za domačine, praktično za vse. In v bistvu celotno mesto je imela pod nadzorom vojska. Pred enim letom pa so v bistvu ta del mesta odprli za turiste. Je pa to dobesedno ghost town, torej mesto duhov, ujeto v svojem času, torej v 70. leta. Prišla sva do plaže v Varoši in vse, kar lahko vidite za mano, je v bistvu ta ghost town oziroma mesto duhov. Kar je najbolj žalostno pri vsem temu, včasih je bil to res rezort, letovišče in po mnenju mnogih so bile tukaj ene najlepših plaž na celem Cipru, kot da bi nekako rekli mehiški Cancun. Zaradi močnega vetra je prejšnja izjava močno skrajšana. Varoša je bila dobesedno the city v preteklosti. Delovala je kot glavna turistična destinacija Cipra, saj je gostila 32% vseh hotelov in 45% skupne ciprske posteljne kapacitete. Varoša je tako bila glavna turistična in poslovna četrt otoka Cipr.
Je pa res tak čuden občutek, oziroma kar malo žalosten, ko pomisliš, da tukaj so bili včasih ljudje, to je bilo živeče, living, breathing city, kot temu pravijo, se pravi, družine, otroci, konec koncev, ja, hoteli, restauracije, bari, avtokleparji, ne vem, za okolisti, pač živeče mesto in to je čez noč izpuhtel. Ljudje so pobrali najnujnejše stvari in so šli. Kar so se tudi z lokalci pogovarjala, so rekli, da noben niti ni vedel, da bojo za toliko cajta šli. So rekli, mi smo omaknili za tiste 2-3 dni, potem bomo prišli nazaj, ampak nikoli noben ni prišel nazaj. Myself, my mum, dad and my brother. We came to London basically because my parents felt it was unsafe to remain in Cyprus. As a 9-year-old boy coming from a war-torn country, arriving in London was quite a traumatic experience. Didn't know that much English and got whisked off to my uncle's flat. Takšnih in drugačnih zgodb je ogromno. Že v Larnaci smo spoznali gospoda, ki je pri 7 letih prav tako zapustil Ciper in šel v Veliko Britanijo. Sedaj, ko je upokojen, se je vrnil. Pripovedoval je zgodbo o dnevu, ko so se umikali iz Cipra in so jih prestregli grški vojaki. Njegov oče je bil Turk in na vso srečo mama Grkinja. They stormed the house with guns. They knew who my father was. They wanted to kill him and rape my 2 sisters. If it weren't for my mother, they probably would have. She stood in front of us and snapped at them that only over her dead body they were allowed to touch us. Greek, they were not allowed to touch, nor they intended to. Thanks to my brother's brave act, we were able to leave Cyprus. Pismo, res so čisto vse pokradali v tem mestu. Čuden, da še žerjala niso vzeli, bi ga lahko ponudili za star želez. Mogoče je pretežek. Ja, lej, če pretežek ne moč glih ven odpeljati, ne, da bi te kdo videl, a ne? Ja, res je. Čeprav je samo mesto ful ogromno, pa je za turiste odprtega baje samo neke 3%. Zdaj sem se pogovarjala z stražarjem na vhodu in je rekel, da nekje 8 km ali koliko se da prehoditi. Ja, tako. Nekaj takega. Tako da jih tako kar fleten sprehod, če hočete. Je pa sigurno vredno ogleda. Tole je res noro za videti, pač prav žalostno, no. In tudi, koliko hitro se narava razraste. Naravo boli za nas. Ja, res, res. To je v bistvu tako, če si znate predstavljati, kot da bi mehiški Cancun pač celoti zapustili in bi ostal prazen. Nepredstavljivo, res. Spet sva zašla v eno čisto lokalno restauracijo, klele ob cesti sva se ustavila, ker se peljeva na skrajno severo-vzhodni del države. In saj že, ko so prišla na turški del, so rekli, da so čisto v drugi državi. Zdaj imam pa spet občutek, da so spet v drugi državi, čeprav so še zmeraj na turškem delu, ker tle je pa res uno podeželje. Čisto, noro. Ampak tole sva pa kar malo pogrešala, tole turško gostoljubnost, pa polha enih prilog zraven. Čisto noro. Evo, ribice pa piščančka ima naš ponč. Tako, činkalo binkalo. Činkalo binkalo. Sva pa dobila zdaj tukaj tudi eno tako posebno vrsto rubit, le tako so dolge. Ful, je to. pa ful sladke. Ampak, cesta je pa lepa. Se imaš samo največje kraterje na cesti. Čist taki vehki kraterički so, vse nič takega. Pa še ful ima ven iska avto. Ups, jebet ga.
se že kar nekaj časa zdaj vozva po polotoku Karpas. Cel cajt naju spremljajo taki lepi grički, taka lepa pokrajina. Je pa to v bistvu ta dolg polotok, ki se nahaja na skrajnem severovzhodu države. Za mano pa lahko vidite Golden Beach oziroma Zlato plažo. Ob sončnem zahodu naj bi se res obarvala v tiste lepe zlate odtenke. Aj, Donki! Ja, Donki je sred ceste. Najm prvosu sred ceste. Divjo su. Zdaj imamo korenčka. Korenčka mu zdaj. Aj, Donki! Donki, nekaj malo zate. Je živjo! Je živjo! Ja, na! Je korenčok! Boš korenčka? Hva, kaj zdrobu? Budem še enkrat. Ja. Enega mičkenga ti dam, a mi ga preveč. Obzih še kakšne Donki. Ja, midva sva se pripravila in sva kupila korenčke za osličke. Ej, pa kam ti tle noter k meni lezeš? Une ne pojesti. To je to, Donki. To je to. Adija. Ja, zdaj zavohal. Zdaj naj nas spustil naprej. Tamle za mano lahko vidite skrajno severovzhodno točko otoka Cipar. Ta točka je v bistvu oddaljena samo 100 km od Sirije in v bistvu pravijo, da se ob sončnem in jasnem vremenu lahko tudi vidi pač v bistvu obalo Sirije. Midva imava danes res tako mrčasto, je ful čuden, pač ful čudna svetloba, tako da se nažalost nič ne vidi. No, če so pa že tukaj, so pa rekla, da si pogledava vsaj samostan svetega Andreja. Gre v bistvu za zelo pomemben kraj ciprške ortodoksne cerkve. Legenda o njenem nastanku pa gre nekako tako. Sveti Andrej je na poti do svetih dežel plul, ampak je njihova ladja malo ušla s tokom. In naj bi se razbil na teh skalah tukaj v okolici. Po brodolomu naj bi on svojo palico udaril v eno izmed skal, iz katere je nato pritekla voda. Ta voda naj bi imela zdravilne učinkovine oziroma zdravilno moč in s to isto vodo je potem ozdravil oko kapitana, ki je bil na eno oko slep. Na ta način so potem lahko srečno naprej pluli proti svetim deželam. Ponča je spet njegova roka matrala, zato sem ga odpeljala na Golden Beach. Sej veste, morje vse vam potegne. Bobo, je pa čist prazna tale plaža, po mojem, da amben ne pride toliko daleč. Loviva zadnje sončne žarke, da prideva na Kantara Castle oziroma Kantara grad, s katerega se dobesedno vidi cel Cipar. Pač noro. Tole je pa res noro. Prav cel otok se vidi. Let, da boš sončka ujela. Mislim, zahod ali nekaj. Grad je lep. Tole je pa čist noro, Ponča, ne daj. Noro, res. Kakšen razgled, ej shit. To morate res, pa če boste na Cipru, se obvezno tukaj ustavite, se res splača. Masi destinacija. Je pa v bistvu, ja, pač tukaj lahko vidite celoten polotok Karpas, na katerem sem malo prej bila. Ampak ja, ker že cel dan omenjava, midva imava res tako mrčasto vreme, tako da imava malo nesreče. Ja, vse tako meglen in se ne vidi prav daleč. Nažalost. Pač mene odnesel. Ja, vidim, ja, tole pa noro, pika. Res noro. Ojoj. Veš vam nazaj, da občutilnikva. Zdaj za prikaz razsežnosti in v bistvu res koliko daleč od tukaj nese pogled bi mogel v zrak dvigan drona, ampak ste videli koliko piha, tako da če bi to naredil, bi verjetno na enega bumbarja iskal nekje v morju. Sva vam pa v ta namen iz YouTubea vzela par posnetkov, da vam vsaj približam pokaževa, kako izgleda. Lahko vidite tudi v ozadju celo to gorsko verigo in tudi ostanke ostalih gradov se mogoče vidi. Skratka, res lepo in naužite se pogleda.
pač plani so zato, da se spreminjajo. Midva bi danes mogla že zapustiti severni Ciper in se odpraviti na ta hribovit del samega otoka, ampak ker je naš bogi ponček Boščok in ga ful roka boli, sva se odločila, da spremeniva plan in v bistvu še en dan ostaneva na severnem Cipru. Danes bova naredila samo 2 krajša ogleda in potem se greva v hotel malo pokopati, malo razvajati. Malo spočiti. Pa malo spočiti. Tako. A bo ponč? Boščok si, a ne? Na živce mi gre vse. Sej bo. 220 metrov nad morjem oziroma nad mestom Kirenija pa se nahaja simpatičen samostan Abbey. Pravijo mu tudi The Abbey of Beautiful Peace. Samostan je v preteklosti služil kot rezidenca kirenijskega škofa in kot mesto oziroma zatočišče pred arabskimi vpadi v 8. stoletju. Danes pa samostan služi kot neke vrste koncertna dvorana. Tukaj se skozi celo leto, zlasti pa v poletnem času, zvrstijo mnogi koncerti in druge glasbene prireditve. Zdaj nam bo pa Cindy pokazala, kakšna fajna akustika je tukaj noter. Greva. Do. Ne upam. Do. Daj ti. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ja, kakor lahko vidite za mano, pač Ciper je res hribovita država in mi si nismo predstavljala, kakšni hribi in gore so tukaj. Čist noro. Že ko sem se gor vozila po enih stranskih ulicah do tegale Abbeyja, jaz vidim tako same ful visoke ograje in sem prav dobil tak Beverly Hills vibes, kakor sem bila v Ameriki. In še Cindy rečem, po moje so tle Bel Air, Beverly Hills, po moje so tle ful bogati. Sam prideva tle gor in pogledava dol in vidva same vile z bazeni po celem pobočju, tako da tudi ciprški Beverly Hills. Pojdite v smeri sever in nato zavijte levo. Aha, tle boš zdaj mogla gledati na levo? Okej. Kle? Ja, tle. Tukaj. Ja. Zavijte levo. Tle kaže zdaj na levo. A si prepričan? Pa smo spet tam. Ja, tale GPS najo kar čez ene grebene pošilja, pa ne vem kam vse, to se nama je zdaj že parkrat zgodilo, tako da naj sploh ne presenet več. Včeraj recimo pa že tako se nama je mudil, da je tam po eni stranski ulici pelil, ker on pač ne ve, da je tam makadam, in je kao hitrej. Je na koncu prišla do klifa, se pravi malo bi čez zapeljala, pa šla z avtom, Ja. Tako da je treba tudi malo tako gledati, kje se peleš. Včasih bolje malo okoli po glavnih cestah, kakor bližnjicah. Tale GPS. Ampak zanimiv, na turškem delu, že v Turčiji je bil čuden. Na grškem delu nisva imela problemov, no. Ja. Zanimivo. Nahajava se na vznožju gradu Sant Hilarion. Welcome to Sheldon Cooper Presents Fun with Flags. Nahajava se na vznožju gradu Sant Hilarion. Nahajava se na vznožju gradu Sant Hilarion. Gre za ta tretjo utrdbo na tej ciprški gorski verigi oziroma temu gorskemu robu. Gre pa zanimivo za najbolj ohranjeno utrdbo od vseh treh. Včeraj smo bili recimo na gradu Kantara, ki je sicer kar ohranjen, ampak Sant Hilarion je še mnogo bolj. Če se boste odpravili na ta grad, še ena zelo koristna informacija. Zadnji možen vstop je od aprila do oktobra samo do 16:30, v zimskih mesecih pa do 14:30. Pa še ena zelo pomembna informacija. Ta grad se nahaja zelo blizu vojašnice, tako da je v bistvu nekako celotno to območje pač pod vojaškim ozemljem. Tako da recimo za mano lahko tudi vidite strelišče, kjer v bistvu imajo treninge. Tako da tisto, kar sem prej govorila glede odpiralnega časa, ja, se lahko tudi malo razlikuje. Danes recimo imajo ravno vaje in treninge, tako da zaprejo že veliko prej. In še ena stvar, ki je s tem povezana, noter ne smete vzeti nobenega ruzaka, tako da midva vse nosva v rokah. Lahko v bistvu vzamete sam kakšen water bottle, je rekel, se pravi kakšno manjšo torbico, to, ker imajo ponavadi ženske s sabo, kakšne večjih torb pa res ne. Ne. Grad svetega Hilariona leži na gorovju Kirenija na Cipru. Ta lokacija je gradu zagotavljala nadzor nad cesto iz Kirenije v Nikozijo. Je najbolje ohranjena ruševina treh nekdanjih utrdb v Kirenijskih gorah.
drugi dve pa sta bili Kantara in Bufavento. Drugač pa, ne, te Turki. Se pravi, to bi bila izbira, greva na grad, greva najprej na panoramic viewpoint, se pravi panoramsko točko, voljno, greva na panoramsko točko, evo vam panoramsko točko. Kakor vidite, je vse zaraše. Toliko temu, koliko hranja je tole. Turki. Te Turki, še enkrat, evo. Imajo introduction section, imajo že tablo postavljeno. Se pravi, neko sekcijo, kjer se izobražaš, ta prva vstopna točka. To šele gradijo. To je to. Se pravi, oni tablo postavijo, prej preden je vse postavljeno. Čez par let pa bomo. Ker sta oba druga gradova vidna iz Bufaventa, je bil le ta uporabljen za prenos signalov med njima. Gradovi so bili zgrajeni skupaj v bizantinskem obdobju, vendar datum njihove izgradnje ostaja neznan. Ravno kar so vstopila v naslednjo sekcijo gradu. Ja, sam grad je bil namreč zgrajen v 3 divizijah oziroma odsekih, se pravi prvi, drugi in tretji. V prvem in drugem so se nahajali bolj tlačani in je bil namenjen ekonomskim razlogom. Tam smo tudi, oziroma so se nahajali tudi vojaki, kakšni hlevi in take stvari. Zgornji predel tretji je bil pa za kraljevo družino. Se veste, tako kot v hotelih, penthouse ima zmer najlepši razgled, oni imajo največ denarja. Služili so kot stražni stolpi za piratske napade, kot upravna središča in zapori. Grad ni poimenovan po svetem Hilarionu, ki je deloval na Cipru v 4. stoletju, namreč je dobil ime po neznanem svetniku, ki je po arabski usvojitvi svete dežele pobegnil na Cipr. Umaknil naj bi se na vrh hriba, na katerem je zgradil grad v namen samotarstva. Predvideva se, da je bil sprva postavljen istoimenski samostan in šele kasneje grad okoli njega. Velik del gradu so Beničani v 15. stoletju razstavili, da bi zmanjšali stroške upravljanja. No, pa je gospodična takole prišla zjutraj ven, pa je rekla, joj, kako je lep dan. Kraljevski balkonček. Kraljevski balkonček, ja. Dobar, lop se navadi takole razgleda, ne? Ja, ampak je res lepo. Tale grad je pa ogromen, sploh si nisem predstavljala. Ful je ohranjenega, kar nekaj časa se lahko sprehajate tukaj in pa v bistvu tudi sam vzpon je kar velik. Vidno moramo še kaj gor priditi. To je pa končna točka, ja. Ja, se vidimo na vrhu. No, pazi. Drsi. Evo, spadlezo na vrh. Nahajava se na 732 metrih nad morjem. Še en razgledek, evo. No, boste pa tukaj videli celotno veliko mesto Kirenja in pa ful lepe fotke lahko naredite, tako da se splača priditi sem, samo vzemite si dosti časa. Zdaj, midva sta preračunala, da si morate vzeti nekje 2 uri časa. Midva sta res celega prehodila, preslikala, presnemala, pa so bila tukaj 2 uri, tako da mislim, da 2 uri je čisto v redu. Še ena uporabna informacija, kar se severnega Cipra tiče, in sicer denar. Se pravi, ker so pač pod turško oblastjo oziroma pod turškim vplivom, tukaj uporabljajo turške lire. Zdaj, midva ta prve 2 dni niti niso pogrešala, da nimava turških lir, jih niso šla zamenjati, ker se je praktično vse dal s kartico plačati. Ali pa so enostavno evre sprejemali, pa samo hitro konverzijo na kalkulatorju delali. So že mislili, da bo v bistvu cel trip po severnem modelu prišla skozi na ta način, ja pa ni bilo čist tako. Midva nekako svetujeva, da si mogoče nekih 10-20 evrov le zamenjate v lire, če je to le možno, ker potem pa priješ do teh ogledov, kakor so bila danes, se pravi grad ali pa ti samostan, pa je parking bil 2-krat dražji, pa je bila vstopnina 2-krat dražji, ker če splača z evri je pač 2-krat dražji ali pa daš pač turške lire, tako da za take primere se vam pa splača, da imate turške lire. Najino raziskovanje severnega Cipra je prišlo k koncu. Zdaj se pa že odpravljava čez Majo nazaj na grški del. Kako se vam je zdel ta severni Cipr? Dajte nama napisati spodaj v komentar. Napišite, a vam je bil všeč, a vam ni bil všeč. Nama je bil ful všeč, a ne Ponč? Ja, čist drugačno doživetje, res se splača pogledati. Čist druga država, ja. Pa še te klasične YouTube stvari. Dajte všečkati ta video, če vam je bil všeč, pa ne se pozabiti naročiti na najin kanal, da ne zamudite naslednjega dela. Odpravljava se tako
tako omenjeno na grško stran. Se vidimo v naslednjem vlogu. Se vidimo, Čau, gole, čau. gole. Aja, gole, se ni vlog po Turčiji. Ja, no, ko smo- ampak govorijo pa turško. No, pa ker smo glih pri tem, če vas pa zanima, kako je dejansko v Turčiji, imamo pa tudi celo serijo vlogov po Turčiji, se bo tudi nek narisal tlele playlista, pa lahko tudi ti spogledate. No, zdaj pa res. Čau, čau. Čau, čau.